Ja, letošnje leto začenjamo čisto drugače, kajti Okusi Posavja so že večleten projekt, skoraj 10 let. Od tega se je zgodilo veliko prelomnic, od tega, da smo prvo brošuro izdali leta 2012 in od vse to obdobje imeli tudi ulične festivale v starem mestnem jedru. Potem smo izdali tudi čudovito knjigo Okusite Posavje, v lanskem letu tudi zelo lep film, ki nekako ponazarja našo regijo. V preteklem letu smo se pa skupaj s ponudniki odločili, da bi naredili en korak naprej, kajti nismo želeli govoriti o tem, da smo odlični in najboljši in pri tem imeti neodvisne ocene. Tako da smo se v preteklem letu skupaj odločili, da bi nekako izvedli eno neodvisno ocenjevanje. Tako smo k sodelovanju povabili Šola okusov Vivi, ki ustvarja tudi teden restavracij, in izvedli dvodnevno delavnico na tematiko ocenjevanja in kar 22 ponudnikov je takoj pristopilo k ocenjevanju, tako da letos potekajo ocenjevanja in vsi tisti, ki bodo pozitivno ocenjeni na različnih kriterijih, ocenjuje se pa in doživetje, potem izgled posameznega lokala, destinacije, kot je turistična kmetija, vinarji, restauracije, bodo potem uvrščeni v znamko Okusi Posavja, ki je bila tudi uradno registrirana v letu 2020 pod okriljem Centra za podjetništvo in turizem Krško. V načrtu imamo tudi vzpostavitev samostojne spletne strani, kjer bodo vse restauracije in tudi druge lokacije predstavljene, tako da bo nekako obiskovalec takoj videl, kaj lahko pričakuje in kaj si želi. In predvsem nam je interes, da celostno razvijamo blagovno znamko, da se izboljšujemo. Tudi mogoče nekdo od ponudnikov v prvem ocenjevanju ne bo dosegal dovolj kriterijev, da bi se takoj vključil, ampak naš namen je ravno to, da rastemo en z drugim in da se izobražujemo in izpopolnjujemo k odlični destinaciji. Okusi Posavja so res nekako naj bi bili sinonim odličnosti in to za najbolj zahtevne goste. Se pravi na vseh nivojih, od vinarja do turistične kmetije, do ekskluzivne restauracije, kot je danes tudi ta današnja, kjer gostimo novinarsko konferenco. Tako da predvsem si želimo, kajti mi smo butična destinacija, nismo za številni masovni turizem in to je tudi naša prednost, kajti pri nas turist še vedno lahko začuti ta mir in seveda odlično hrano, kajti naša regija je res bogata, pestra s kmetijsko pridelavo in mi dejansko vse surovine, ki jih potem imamo na krožniku, pridelamo sami doma. Nastanitvene kapacitete v Posavju so številne, predvsem na račun občine Brežice. Ostale občine razvijamo bolj butični turizem, seveda si želimo tudi kakšnega investitorja, ki bi prišel in zagotovil te, bi rekla, visoko kakovostne nastanitve, ampak zaenkrat to, kar imamo, je precej polno in je potrebna tudi večmesečna rezervacija za nastanitev.